Na odboru za kulturo, šolstvo, šport in mladino smo včeraj obravnavali novelo zakona o osnovni šoli. In sicer se je vladna koalicija odločila, da ne bo uveljavila z šolskim letom 2011-2012 drugi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence v 7. razredu osnovne šole. In to prelaga v obdobje, torej v šolsko leto 2013-2014. Razlogi, ki jih je ob tem navedla, so sledeči, namreč, da sprememba ni bila dobro domišljena in dobro pripravljena, predvsem pa, da se soočajo in imajo težave s strokovnim kadrom. Na vprašanje, kaj to pomeni, ali torej manjka obseg brezposelnosti učiteljev, ki bi lahko učili drugi tuji jezik, nam predstavniki ministrstva niso odgovorili. Potrebno je povedati, da je bil zakon spremenjen v letu 2007, v času Janševe, torej naše vlade. In takrat smo zapisali, da mora v šolskem letu 2011-2012 v celotni Sloveniji drugi tuji jezik biti obvezno uveden. Menimo, da je to prav, da je to evropski standard. Do tedaj so se mnoge šole ukvarjale oziroma so izvajale različne tečaje, ki so jih morali učenci plačevati, kar pomeni, da je bilo učenje drugega tujega jezika dostopno samo tistim, ki imajo denar. Zato se je takrat vlada odločila, da uvede obvezni drugi tuji jezik kot obvezen predmet v celotni 9-letki, torej v 7. razredu. Mi smo na odboru predlagali amandma, s katerim bi vrnili na staro stanje, torej da se v naslednjem šolskem letu uveljavi drugi tuji jezik, vendar seveda koalicija ta naš predlog ni sprejela oziroma ga je preglasovala, tako da z novelo, kljub temu, da 86% učencev, kjer se drugi tuji jezik že izvaja, to podpirajo in pravijo, da s tem nimajo težav. Kljub temu je bil sprejet predlog, da se drugi tuji jezik obvezno uvede šele v šolskem letu 2013-2014.